Gospod Matic Primc, predstavnik iniciative Mestni zbor. Gospod Primc, vaše kratko vprašanje bi bilo takšno. Skozi leta opažamo, da se demokratični prostor v Sloveniji neko krči. Vidimo, da se je večkrat omejil naprimer izvajanje referendumov, tudi kriterije, o čem se lahko odloča, se krči. Pred časom je bil neuspešen poskus uvedbe odpoklica župana, spet ena demokratična reforma, ki ni šla skozi. Tudi vidimo v civilni družbi, nevladnih organizacijah, da se je zelo naštudiral ignorantski odnos in ignoriranje vseh zahtev javnosti. Torej, vprašanje, ki bi ga pa imel, je, tudi vi vidite to, kar sem jaz povedal, in če, kaj bi naredili, da bi se ta trend obrnil. Hvala. Kako lahko torej predsednik republike podpre civilne iniciative, civilno družbo in njihovo vključevanje v politične odločitve? Gospod Tomc, začnemo pri vas tokrat. Gospod Popovič, lahko? Izvolite. V Sloveniji imamo več 10.000 nevladnih organizacij, ki so ustanovljene z različnim namenom in tudi različno uspešne. Velika večina izmed njih je tudi financirani strani države. Seveda, kako uspešne so, je velikokrat odvisno tudi od njih. Jaz podpiram delovanje nevladnih organizacij, vendar tudi v Evropskem parlamentu smo naredili neko študijo, kjer se je ne samo v Sloveniji, ampak tudi v drugih državah izkazalo, da so nevladne organizacije večkrat tudi politično orientirane. Tako da podpiram tiste nevladne organizacije, ki delujejo transparentno in za vse enako. Naslednja stvar, kar pa je glede demokratičnega deficita referendumov, pa bi imela en čisto konkreten predlog in to švicarski model, kjer demokratični referendum izpeljajo enkrat na leto, imajo referendumski dan, odločajo o pomembnih stvarih za državo, znižajo stroške in seveda tudi spoštujejo voljo ljudi. Hvala lepa. Gospod Popovič, gospod Šarec, vidva sta župana. Po vstajah v Mariboru je prišla v državni zbor čisto konkretna pobuda, ideja, zakonski predlog, da bi imeli volivci možnost odpoklica župana. Padla je v državnem zboru oziroma ni bila sprejeta. Ali kot župana bi podprla možnost, da bi vajeni volivci lahko glasovali o vajnem odpoklicu? Seveda, samo pod pravimi pogoji. Kakšni so ti pogoji? Da ni število podpisov premajhno, da se to ne zlorablja v določene politične namene, da se to ne dogaja kar tako vse vprek, drugače pa to podpiram, čeprav bi pa podprl zraven potem tudi odpoklic še z kakšne druge funkcije, tudi bi bilo primerno. Ne samo, da se zdaj župane prikazuje kot neke šerife. Ste neposredno voljeni, tako kot predsednik republike. Tukaj je vendarle razlika. Ja, je razlika. Težko je odpoklicati celo listo poslancev ene stranke. Se je treba tudi volilni sistem za državni zbor spremeniti. Tudi to je že predolgo tak, kot je, in to povzroča samo nek krč ves čas. Gospod Popovič. Jaz absolutno nimam nič proti temu. Dejstvo pa je, da bi bilo treba, če bo tak način sprejet, bo treba sprejeti tudi za poslance in pa še za koga. Ampak dejstvo je, da so nekateri poslanci to predlagali in ta poslanec, recimo konkretno ta Jani Möderndorfer, je nastal, kjer je nastal kot podžupan Ljubljane, naredil ga je Zoran Janković, on se ga je izmislil, on izdal je Zoran Jankovića, zdaj kot izdajalec, zdaj bi hotel še ga, to ne gre, to enostavno ne gre in to so ljudje, samo da vam povem, ampak to so ljudje, so v redu, ampak to so ljudje sprevidli. V tem krogu se gibljiva. Ampak vam moram povedati, ljudje so to sprevidli, zato ni šlo skozi. Ljudje so sprevidli, kje je bila igra, ni šlo skozi. Tako da, kar se mene tiče, jaz v Kopru vedno dobim v prvem krogu in to z lahkoto zaenkrat in dokler bo tako, jaz lahko, kar se mene tiče, vsako leto. Ampak, in ko ne bom več imel... Referendum vas vsako leto. Brez problema. In ko ne bom imel podporo, je prav, da nisem župan. Izvolite, dokončajte misel, gospod. Kar se tiče referenduma. Kar se tiče referenduma, je pa tako. Jaz sem bil absolutno proti temu, da smo zaoštrili, absolutno sem proti temu, zato ker meni so pa všeč referendumi. Jaz bi pa imel več referendumov, zato ker da kontroliramo to oblast. Mi enostavno, mi lahko nekako odpokličemo župana, če nič drugega z kamni in podobno. Ampak ne moramo pa predsednika države, ne moramo pa predsednika vlade, to pa je mnogo težje. In če nimamo referendumov, kaj lahko naredimo? Sami ste videli, kako to izgleda. Tako da referendum ni res, da stane 3 milijone ali 4 milijone, pa ker referendum ne stane popolnoma nič.
Referendum je popolnoma zastojen. Zakaj? Zato, ker ta denar, ki se porabi, država porabi iz proračuna denar, da plačuje te ljudi, ki pač delajo na teh voliščih po celi državi, plačuje po 50-100 evrov, koliko pač plačuje, in ravno tako tisk in vse ostalo, vse ostane v naši blagajni. To se vse obrača, vedno država svoj denar obrača in pri vsakem obratu vzeme 22% žal. Država je tovarna denarja in dajmo pustiti, da ljudje na referendumu tudi kaj odločimo. In konec koncev, če bomo imeli na referendumu več stvari, ki bomo imeli, bomo več stvari tudi več govorili in bomo imeli več možnosti. Ne vem, zakaj so nam ukinili. Ukinili so na referendum. Gospod Popovič, prosim. Država, tovarna denarja, potem se verjetno ne bi danes pogovarjali o socialnih temah in še čem. Tisto, kar pa je pomembno glede referenduma, pa je prav, da imamo demokratična orodja in da imamo demokratičen način odločanja vsakogar izmed nas, državljanov. Vendar ne zlorabljajmo teh instrumentov, še posebej ne, ko gre za političen boj in predvsem iskanje političnih točk. Tukaj pa smo nedavno ugotovili, da kljub iniciativam, ki so imele povsem dober namen, vendarle ljudje še verjamemo v razvoj in predvsem v dobro, ki ga lahko skupaj ustvarimo v tej državi. In to mora predsednik tudi povedati na glas. Gospa Novak, gospa Tomc, izvolite. Sem za aktivno državljanstvo. To pomeni, da se vključimo, ko so volitve, da lahko kandidiramo, da lahko volimo in pa tudi za seveda te civilne iniciative, da smo zavedni državljani, ki se borimo za svoje pravice. Vendar demokraciji so volitve tista največja možnost, ko lahko stvari spremenimo. Bodimo takrat aktivni, pojdimo na volitve in zavestno spremljajmo dogajanje in se pravilno odločajmo. Po pričakovanjih. Kar se pa tiče odpoklica župana, tudi sama sem bila izvoljena za županjo in vem, kako je to, če imaš močno opozicijo in te rušijo za vsako malenkost. Volitve so tiste, kjer lahko mi odpokličemo župana, če nam ni všeč. Če pa naredil nekaj protizakonitega, pa pričakujem, da organi pregona to nalogo naredijo, ne pa nekaj občanov, ki bojo zbrali podpise in nekoga odstavili. Na volitvah naj bo kaznovan. Gospa Tomc, hvala lepa. Jaz nisem obremenjena tukaj s to temo, ker nisem bila nikoli županja in nisem županja, imam pa svoje mnenje. Ne govorimo samo o županji, o zapiranju demokratičnega prostora. Svoje mnenje glede tega. Seveda je tudi župan izvoljen na demokratičnih volitvah, kakršenkoli že je, kolikor so ljudje z njim zadovoljni ali nezadovoljni, dobil je določeno število glasov in zato je postal župan. Zdaj je pa vprašanje, kdo so tisti, oziroma koliko volivcev je potrebnih, da župana odstavi. Jaz mislim, da za to drugo potezo pravzaprav negiramo demokracijo iz prve poteze. Volitve so tiste, ki naj pokažejo, kdo je pravi in na volitve naj gre čim več ljudi, zato da bo oseba, ki jo bodo izbrali, tista, ki njim ustreza najbolj. Gospod Šarec, kratka replika, če sem vas razumel. Ja, želel sem samo povedati to, da sem za referendum vedno in povsod, ampak vsem, samo ne da potem se stranke prilepijo na referendum. Ne leve, ne desne, to se ne sme. To naj bo inštrument civilne družbe. Pa zaradi mene lahko tudi znižamo število podpisov, lahko naredimo, kar hočemo, samo naj se potem civilna družba, civilna iniciativa in naj bo to njeno orodje. Ne da potem gledamo, ko enkrat ene stranke, drugič druge, so glavno gonilo tega referenduma. To mi pa ni všeč. Gospod Pahor, še do vas prideva sedaj. Takšne glasove iz civilne družbe pa bi kot predsednik seveda morali slišati. In tukaj bi lahko bili tudi zaveznik civilne družbe, da se krči njihov prostor delovanja, njihova možnost vplivanja na politične odločitve. No, to pa je področje, kjer se mi zdi, da lahko predsednik svojo diskrecijo, ne da bi prestopal meje svojih pristojnosti, veliko stori. Menim, da je dediščina tukaj velika. Veste, kaj se pogosto zgodi? Da civilne iniciative, lokalne ali na državni ravni, potrkajo na vrata vlade, potrkajo na vrata parlamenta. Iz teh ali onih razlogov se v tistem hipu ne vlada, ne parlament ne želi pogovarjati z njimi in takrat je pravzaprav predsednik republike edina institucija, ki, če želi, in jaz sem to počel, odpre vrata. Pa ne zato, da bi potem s pismom, ki ga običajno pošljem po takih sestankih, ali na ministra, ali na predsednika vlade, na predsednika državnega zbora, poskušal vplivati, ampak da je neka sled, recimo civilnih iniciativ, lokalnih ali državnih, v državni politiki. Potem pa ne tisti, ki imajo pristojnosti za urejanje njihovih težav, sklenejo, kaj bodo z njimi. In v tem smislu
je bila ta mediatorska vloga predvsej, se mi zdi, dobro upravljena in je dediščina tukaj taka, da se tudi večina njih strinja, da je treba iti po tej poti naprej. Še ena stvar bi rad rekel, jaz sem bil tukaj pred 5 leti, ko sva se s predsednikom Tirkom v drugem krogu, ali mislim, da je bil tudi dr. Zver, v prvem pogovarjali, da smo se pogovarjali o poklicu župana Kanglerja. To je bil takrat zelo vroč politični čas v Mariboru in za razliko, ja mislim, da so bila sama s predsednikom Tirkom, se jaz z njim nisem strinjal, da ima predsednik republike pravico, da pozove, mislim, pravico ima, ampak da ima dolžnost ali pa da mora pozvati funkcionarje k odstopu ali pa k temu, da ostanejo. Jaz sem bil vprašan za gospoda Kanglerja, sem rekel, da je to stvar mestne politike in ljudi, ki jo tvorijo. Da je stvar neodvisnih institucij, da presojajo v skladu z zakonom. Bil sem vprašan, ali zahtevam odstop predsednika Janše po razkritju komisije KPK. Ne. Ali zahtevam odstop župana Jankovića? Ne. Ali menim, da je recimo gospod župan Popovič primeren kandidat za... To niso moje stvari, o katerih bi se izrekel. Kot predsednik stvarim pred tem... Kandidat se pa lahko o tem izrečete. Ne, ker kandidiram za funkcijo, ki po mojem mnenju ni namenjena temu, da bi z piedestala, kjer nimaš odgovornosti, pozival druge funkcionarje k temu naj ostanejo ali odstopijo. To bi uneslo v političen prostor prepir, ki ne bi koristil nikomur. Hvala lepa.